Sledi večnosti. Lepo pozdravljeni. Sveto pismo ni le knjiga, ki jo beremo, je beseda, ki bere nas, velikokrat rečejo tisti, ki se s svetim pismom srečujejo dnevno. Eden izmed projektov, ki izkušnjo z Božjo besedo že vrsto let ponuja v skupnostni obliki, je svetopisemski maraton, ki ga pripravlja Svetopisemska družba Slovenije skupaj s prostovoljci različnih verskih organizacij. Gostja v naši oddaji je Eva Strajnar, predstavnica Svetopisemske družbe Slovenije. Maraton namreč ni tekmovanje, ampak priložnost za molitveno vztrajanje ob besedi, ki povezuje različne generacije in krščanske skupnosti. Letos je program maratona še posebej pester. Eva, dobrodošli. Živjo, lepo zdrav. Kaj je glavni namen maratona in kako se razlikuje od običajnega branja svetega pisma? V bistvu glavni namen je, da se zberemo predstavniki različnih cerkvenih organizacij in tudi različnih cerkev in skupaj beremo cel teden Božjo besedo, ki jo tako doživimo na čisto drugačen način, saj jo beremo res v kosu, dolgo časa in beseda ima čas, da se usidra, da jo res doumemo in to je tudi namen, da bi besedo bolj spoznali, da bi se usidrala v nas in da bi, želimo si, tudi spodbudili, da bi se začelo z rednim branjem, z rednim srečevanjem z besedo. Kako se je dogodek skozi ves ta čas spreminjal in rasel? Namreč svetopisemski maraton ima že kar nekaj kilometrine. Ja, letos praznujemo 18 let, tako da res nekaj smo hvaležni tudi to, da smo toliko časa vztrajali. Začelo se je čisto preprosto z idejo, da bi več dni brali. Potem pa se je tekom let ta ideja razširila ne samo na to osrednje branje, ampak še na mini maratone, ki se dogajajo po vsej Sloveniji, na dodaten program, da v tistem tednu spodbudimo še z globimi razmisleki, z glasbo in tako naprej. In seveda tudi spodbudo, ki smo jo uvedli nekaj let nazaj, da dobrodelno obarvamo cel dogodek. Letos recimo gre ta dobrodelnost v Etiopijo, kjer zbiramo sveta pisma zanje. Letos je program zelo raznolik, lahko našim poslušalcem poveste o najzanimivejših spremljevalnih dogodkih. Kar se mi zdi res taka zanimiva stvar in ki jo nismo še videli v Sloveniji, je to, da imamo v bistvu izlet od cerkve do cerkve, kar pomeni, da se tako katoliška, pravoslavna in protestantska cerkev združimo, naredimo tako mini romanje, če lahko temu tako rečem, in gremo od ene cerkve do druge. In tam spoznavamo različnosti, enakosti, predvsem se pa družimo v ljubezni do Kristusa, ker jo imamo pa res vsi skupno. To je recimo en tak zelo zanimiv dogodek. Bojo pa tudi možnosti izkustvenih delavnic, eklezij mi rečemo, kjer bojo ljudje imeli priložnost na različnih krajih po Sloveniji izkusiti Božjo besedo v praksi in si jo podeliti, da vidijo, kako res je živa in resnično dela. Potem pa seveda kar nekaj programa imamo tudi za otroke, pa za zakonce. Morda najbolje, da poslušalci poiščete na spletni strani Svetopisemskega maratona, ker se je res veliko dogajalo. Vsako leto vas spremlja tudi geslo maratona. Ja, res je. Vsako leto izberemo tudi geslo. Letos se je ekipa odločila, da izbere geslo Gospod je mir, ki prihaja iz knjige Sodnikov. In sicer zakaj smo se za to odločili? To je vedno tak pester dogodek, zakaj se odločamo, ker idej je zelo veliko, sveto pismo je res nagovorjajoče in je težko izbrati morda samo eno geslo. Ampak zdelo se nam je tako. To geslo v čas sodnikov je bilo res neko tako intenzivno obdobje, ko so Izraelci zelo trpeli, ker so bili zatirani, ker so jih v bistvu tuji narodi tlačili, niso imeli hrane, tako veliko je bilo nasilja. In v tistem se Izraelci sprašujejo, Gospod, kje si? Če si nam obljubil, če si nas izpeljal iz Egipta, kje si? Kaj se dogaja? Zakaj je vse to gorje? In Gospod v zelo prostemu človeku, ki mu bilo ime Gideon, najde rešitelja. Ta Gideon ni bil nek vojaški poveljnik, ni bil nek mogočen vladar, on je bil čist preprost človek, ki se je zelo bal, tudi skrival se je pred nasilneži in tako, ampak je pa položil pred Gospoda željo, kaj naj naredijo. Vprašal je Gospoda. In Gospod mu je res odgovoril in tudi potem je v bistvu skupaj z njim je Bog premagal Midejce, ki so bili to ljudstvo, ki so zatirali Izraelce in v bistvu s tem pokazal, da je on za njih izbojeval to vojno. In se nam je zdelo zelo aktualno za ta čas, ko se velikokrat sprašujemo, pa kaj se vse dogaja, kje je zdaj ta Bog, ki je tako mogočen, pa bi lahko z eno potezo vse odstranil. Ampak prav ta zgodba nas uči, da nas Bog nikoli ne zapusti, da je samo nas tisti, ki smo prestrašeni, ki ne vemo, kaj bi,
ki znamo videti samo slabo. Bog je pa vedno tu in če mu damo svoje srce, če ga prosimo za pomoč, dobimo ta mir, ki ga je tudi Gideon dobil in celo zmago. Tako da zato smo se to odločili, ker se nam je zdelo res aktualno za današnji čas. Kako pravzaprav poteka skupno branje preko spleta in koliko ljudi se je že priključilo? Seveda se poslušalke in poslušalci še vedno lahko priključijo. Ja, seveda, prav lepo dobrodošli vsi, ki nas poslušate, še vedno se lahko priključite. Na naši spletni strani www.svetopisemski maraton boste našli vsa navodila, vso pomoč, ki jo rabite. Drugače pa se vsako leto zvrsti tam okoli 1000 bralcev, ker imamo več možnosti in sicer eno je to srednje branje, kjer se v bistvu priključiš na enourni termin, skupaj še z 2 drugima bralcema in potem eno urno bereš in potem predaš štafeto naprej. Po Sloveniji pa se odvijajo tudi mini maratoni, kamor se lahko priključite v živo. Tam pa v bistvu so tudi objavljeni kraji po Sloveniji, kjer se to odvija in se lahko tudi v živo priključite. Ali lahko delite kakšno posebno zgodbo, Eva, ali pričevanje iz preteklih maratonov, ki vam je ostalo v spominu? Zdaj mi dobimo bolj odzive iz terena, tako da to lahko povem. Zelo zanimivo je, recimo, mi je bilo všeč, da so tudi otroci tako navdušeni, so katehistine poročale, da so tudi, 4. razred, ki komaj bere, so z navdušenjem brali in potem imeli toliko vprašanj, da je katehistina rekla, ja, to bi mogli pa večkrat ponoviti. Pa tudi veliko odzivov dobimo, ko so ljudje utrujeni, ko rečejo, grem glih mimo cerkve, pa bom šel še poslušati. In se potem usedejo in dobimo odzive, da so tam po 2-3 ure in poslušajo. In kako jih ta beseda res preobraža in začutijo res, rečejo mir ali pa željo potem, da bi slišali še več. In lahko, da so bili to odlomki, ki so jih slišali že 1000-krat, pa jih znova in znova nagovori. Tako da teh pričevanj je res veliko. Jaz tudi res verjamem, da je Božja beseda živa in nam da za današnji čas lahko zelo veliko, če ji damo priložnost. Kako udeležba v maratonu vpliva na posameznike? Kaj opažate? Prav to, da se dejansko, čeprav morda pridejo z nekim zadržkom ali pa zato, ker nekdo drug gre, se potem vidi ta sprememba v srcu. Prvič v življenju morda prisluhnejo dolgemu odlomku, ne samo eni kratki 10 minut ali pa 3-minutnem odlomku, ampak res poslušajo morda pismo, morda evangelij in dobijo to celoto, kaj Bog mislil, kako si je zastavil to. In to je res nekaj čudovitega. Ko ti vidiš mal en delček Božje misli in jo lahko potem tudi nase vzameš, vidiš, kako je bila ta misel položena prav zate, čeprav si rojen 2000 let po tistem, ko je bil rojen Kristus, ampak kako je Bog tudi že takrat, ko je pisal to besedo, mislil tudi nate. In se mi zdi, da tudi najbolj pretrese. Da to ljudje res začutijo, da je beseda pisana za njih in da mi je pomoč in da je to res pismo, ki ga je vredno prebrati. Kateri so, Eva, največji izzivi pri organizaciji takšnega dogodka in kako jih premagujete? Ja, izzivov je kar nekaj, ne bom lagala, ker dogodek je res velik in je treba kar nekaj prostovoljcev. Izziv je že najti te prostovoljce, ker je ta čas, ko pripravljamo maraton, res intenzivno priprava. 2 meseca moraš biti res vključen in vpleten. Morda je izziv tudi to včasih, ker prihajamo iz različnih cerkva, je to tudi lepota, ker se lahko med drugim učimo. Včasih pa pride do kakšnega takega, bom rekla, pomenljivega pogovora, ki morda na prvi videz ni prijeten, je pa zelo potreben, ker se moramo v tem času še posebej veliko pogovarjati, da res smo skupaj v tej poti za Kristusom in ne v razdeljenosti. Kdo so ljudje, ki se najpogosteje vključujejo v branje? Kdo recimo vas je do zdaj najbolj presenetil? Prej ste omenili že otroke. Kdo so pa tisti drugi posamezniki, ki prihajajo? So to družine, kakšne skupine? Moram reči, da je prav vse. Od družin imamo tudi materijale oziroma pripravljeno gradivo na spletni strani za družine, za otroke, tudi za starostnike. Tudi to mi je bilo lepo, večkrat smo imeli svetopisemski maraton tudi v domu za ostarele in to je res lepo videti, kako z veseljem se odzovejo, tudi sodelujejo in je to kar en tak navdih, da zmorejo tudi oni, ki so obnemogli, betežni, priti in brati to besedo in njih navdahne. Zdaj bi rekla, povprečen bralec pa je verjetno nekdo, ki večino, bom rekla, verjetno hodi v cerkev in želi še nekaj več. Ali pa želi začutiti to, kar tudi drugi okoli njega doživljajo in se potem priključi. Zelo lepo mi je gledati mini maratone, kako se neka skupnost, župnija, družina, zakonci povežejo in si naredijo prav svoj mini dogodek. Morda ob mini maratonu dodajo še kakšne pričevalce ali pa glasbo in je to res nekaj lepega. Jih združuje, jih povezuje in to je konec koncev tudi naš cilj.
Ali se v maraton vključujejo tudi tisti, ki sicer nimajo rednega odnosa do Svetega pisma? Kot dobimo odzive iz terena, se tudi. In to nam je zelo lepo videti, ali je morda kakšen, ki je šel glih mim, ali vidi, da se nekaj velikega dogaja, pa se zato priključi, ali ga pa sam malo ferber smatra, pa zato pride zraven. Ampak to je pa potem tudi tisto res, ki je ekipi res eno zadoščenje, ko vidi nekoga, ki prej ni želel tega, ali morda niti ni mislil, da rabi, potem začuti to željo in tudi vpraša, a imamo še kaj za naprej. Tako da to je res lepo. Kakšne odzive najpogosteje dobivate po koncu maratona? Kakšni nas sprašujejo, zakaj ne organizirate večkrat na leto. Kakšni rečejo, imate še kakšne druge stvari, kamor se lahko priključimo. Vsekakor večina so res pozitivni odzivi. Dobimo tudi kakšnega, da je bilo premrzlo v cerkvi ali kakšno, da je bila preveč poledice, ker je žal v januarju. Ampak to so take malenkosti, ki seveda so tudi čisto življenjske. Večinoma pa res dobimo odzive, da bi tega bilo lahko še več in tega povezovanja med cerkvami, da je res dobrodošlo. Ali opažate, da maraton pri ljudeh odpira tudi željo po nadaljnjem branju Svetega pisma skozi vse leto? Vidimo, da je to res. Prav tako gre nekako pot, da nekdo se odloči za branje na maratonu, potem pa lahko, da je bilo to samo en dogodek in gre naprej s svojim življenjem, lahko pa začuti, in to se tudi velikokrat zgodi, začuti to globoko željo, hrepenenje po Bogu, potem, da je Božja beseda res nekaj naredila v njegovem življenju in da on to še želi. In v takem primeru se velikokrat potem priključi nekaj skupini za branje Božje besede ali poišče kaj v svojem okolju, ampak vsekakor maraton je tudi ta vstopna točka, ko človek začuti, da morda pa je res nekaj na tem, da je Božja beseda Božja. Zakaj je po vašem mnenju, Eva, pomembno, da Sveto pismo ljudje berejo skupaj, ne pa vsak zase? Ta skupinska izkušnja se zdi, da ljudi dejansko preobraža. Res je. Seveda zdi se mi oboje pomembno, da bereš doma in hkrati v skupini. Kot gledam to jaz, pa morda ni čisto teološko ali pa, kaj vem, jaz nisem teolog, ampak tako jaz na to gledam. Bog je bil tudi Sveta Trojica in on je bil že od samega začetka v skupnosti in se je tudi za nas želel, da bi bili v skupnosti, ker konec koncev, kakor je skupnost lahko po eni strani nadležna, to dobro vemo, da kjer se ljudje se znamo skregati, so prepiri, je po drugi strani navdihujoča in spodbujajoča in samo preko skupnosti lahko rastemo. In se mi zdi, da ta Božja logika, da bi v skupnosti brali, da res skupaj beremo besedo, je prav ta, da bi bila to pomoč za prav vsakega tega človeka v skupnosti, da se lahko med sabo krepča, spodbuja in hkrati, ko se bere na glas, ta beseda odzvanja, odmeva in ostaja bolj globoko v srcu. Tako da res ta skupinska dinamika naredi svoj učinek in ima res veliko moč in je škoda, da bi rekli, se jaz lahko sam berem. Ker se res drugačne stvari dogajajo, ko beremo v skupnosti, ko smo skupaj, ko damo priložnost tudi drug drugemu, da si pomagamo rast, čeprav včasih mogoče težko, ampak še vseeno veliko bolj zrastemo, ko smo skupaj. Kako danes v času hitrih vsebin in kratkih pozornosti sploh povabiti človeka k potrpežljivemu branju Svetega pisma? Kakšno je vaše mnenje, Eva? To je izziv tudi, morda sem ga prej pozabila pomeniti, ker imamo tudi iskreno, imamo kar veliko prijav, ampak še vedno je izziv, da bi nagovorili tistega, ki pa mogoče je bolj oddaljen. In sicer res imamo toliko slabe pozornosti, res hočemo vse hitro, pri Bogu pa ni, pri Bogu je pa treba dati čas, je treba prisluhniti. Tako da to je tudi neka res, bom rekla, Božja milost, da nekdo pride zraven. Se mi zdi, da tukaj ni več naše delo potem, ampak je čisto Božje delo, da on pokliče človeka, da mu on položi na srce to željo in Bog to dela. V resnici morda, čeprav mi ne vidimo ali pa mogoče ne občutimo, ampak jaz to vem, ker vidim, kako imamo prijave in Bog res položi željo in ljudje se potem odzovejo, kljub temu, da imajo premalo časa, da hitijo, ampak še jim še vedno zdi vredno, ker tudi vidijo potem sadove. Koliko udeležencev se tako zbere vsako leto pri maratonu? Okoli 1000 jih je na tem, bom rekla, kot bralcev, potem so pa še te, ki so v spremljevalnih dogodkih, kar pa niti ne štejemo toliko, se pa tam verjetno tudi kar nekaj ljudi zvrsti, ampak
nekaj nad 1000, bi rekla. Opažate pa vsekakor, da zanimanje je iz leta v leto večje, kaj ne? Ja, vsekakor. Tudi če pogledamo porast mini maratonov, nekje smo začeli tam z 10, zdaj jih je že več kot 120 po Sloveniji, pa verjetno še mnogo tistih, ki se niti ne prijavijo. Mi imamo samo te uradne podatke, seveda smo pa veseli vsakega maratona, tudi neprijavljenega. Eva, morda še to ob koncu pogovora. Ali se vam zdi, da prav projekti, kot je Svetopisemski maraton, pomagajo Svetemu pismu ostati živo tudi v tej digitalni kulturi, digitalnem svetu? Ja, seveda, zdi se mi vse dobrodošlo, kar spodbuja k branju Svetega pisma, ker vsekakor je to tudi duhovna disciplina. Ni samo po sebi umevno, da beremo Sveto pismo, že knjig ne beremo, kaj šele Sveto pismo, ki je morda na videz morda zahtevnejša literatura, čeprav potem, ko nekdo res začne vidi, kakšne so spremembe v njegovem življenju, in to lahko tudi iz svojega osebnega pričevanja povem, da ko sem jaz enkrat začela brati Sveto pismo, se je moje življenje res obrnilo na 100-krat bolje. Na začetku niti sama nisem opazila, mi je to mogel povedati mož. Ampak vsekakor je res Božja beseda tista, ki zelo preobraža in kamor se najbolj splača, bom rekla tako čisto človeško, investirati svoj čas. Je pa to res, kot pravim, duhovna disciplina in se je treba zanjo odločiti, kot se odločimo za tek vsak dan ali pa za telovadbo ali pa za branje knjige, za vsako stvar, tako se moramo odločiti in s Svetim pismom je prav tako. Čeprav gre za Svetopisemski maraton, si boste tudi letos vzeli več kot maraton, vzeli si boste čas za Božjo besedo. Eva Strajnar, vse dobro, hvala za tale pogovor. Hvala vam. Sledi večnosti.